Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Čas je za pregled najzanimivejšega in najpomembnejšega dnevnega dogajanja na Celjskem. Spremljate oddajo Dogodki dneva. V Rogaški Slatini odprli razgledni stolp Kristal. V Celju dvodnevno usposabljanje intervencijskih služb Modra luč. Prenova atletske steze na Kladivarju je končana. Davor Brečko in Simo Atanackovič ostajata v Podčetrtku. Najvišja stavba v Sloveniji, stolp Kristal v Rogaški Slatini, je tudi uradno odprta. Sinočnje za Rogaško Slatino zgodovinske otvoritve se je udeležilo več kot 2000 obiskovalcev. Na vrh stolpa se jih je lahko v prvih 4 urah, ko je bila vstopnina brezplačna, povzpelo 1100. Nekaj minut pred 17. uro so se obiskovalci takole zgrinjali na ploščad pred stolpom Kristal, kjer je potekala otvoritvena slovesnost. Zbrane je najprej pozdravil župan Branko Kidrič, ki je na kratko opisal dolgoletna prizadevanja za izgradnjo stolpa in bil navdušen nad številom ljudi, ki so prišli na otvoritev. Obisk na otvoritvi je vrhunski, visoko nad pričakovanje. Lahko bi rekel, da v 30-letni zgodovini naše občine takšnega obiska ob zaključku katerega koli dogodka ali pa investicije ni bilo. To samo dokazuje, koliko je stalo občankam in občanom takšen projekt, in jaz sem prepričan, da bomo dosegli cilje, ki smo si jih tudi zastavili. Samo informacija, že za prvi dan po otvoritvi je najavljenih 8 avtobusov gostov preko različnih agencij, kar pomeni, da je stolp že do danes postal dovolj prepoznaven. Naredili smo kar precej promocije in verjamem, da bomo v tej smeri tudi nadaljevali. V nadaljevanju je množico obiskovalcev nagovorila tudi generalna direktorica Direktorata za turizem Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport Dubravka Kalin in potrdila, da so v Rogaški Slatini lahko ponosni na nov izjemen turistični produkt. Na tem mestu lahko samo iskreno čestitam Rogaški Slatini za tako ambiciozen projekt, ki se zdaj dejansko odlično kaže, ne samo kot lokalni, ampak projekt, ki je pomemben za vso Slovenijo, in sem prepričana, da ga bodo domačini znali krasno vpeti v širše turistične tokove. Tako da se veselim nadaljnega razvoja Rogaške Slatine, okolice in vse Slovenije z njo, ravno zaradi tega, ker si pravzaprav danes lahko vidimo ta mogočen stolp, predstavljamo, kako pomemben bo v celotni ponudbi Slovenije. Najvišji stolp v državi, ki je hkrati tudi nova najvišja stavba v Sloveniji, je privabil obiskovalce iz različnih koncev Slovenije. Vsi se sicer v prvem večeru, ko je bila vstopnina brezplačna, na stolp niso mogli povzpeti, smo pa lahko med naključnimi mimoidočimi slišali besede navdušenja. Ja, lep, se sva vedela, zato sva pa tudi danes prišla, ker nisva drugače tega, sva z Gorenjske in sva rekla, greva na vrh, zakaj pa ne? Čudovito, a ne? Pričakujemo, da vidimo z druge perspektive. Čudovit je za videti, gor še nismo, bomo počakali, da se bomo gor peljali, ampak nekaj novega, jaz mislim, da bo kar dobra stvar. Stolp bo odprt vse dni v letu, poleti med 10. in 20., pozimi pa med 10. in 18. uro. Cena vstopnice za odrasle je 10 evrov. Z njim bo upravljal Slatinski zavod za turizem in kulturo, kjer so z odprtjem stolpa zaposlili tudi 3 nove sodelavce. V stolpu bo prodajalna spominkov, na vrhu kavarna s slaščičarno, mogoče si bo nadeti virtualna očala in se sprehoditi po zgodovini Rogaške Slatine. Ob stolpu je tudi 5 lesenih hišk, v katerih bodo skrbeli za dodatno lokalno ponudbo izdelkov. Zavod priključuje ta objekt kot 8. objekt v upravljanju. Če je bil izziv za projektante, je verjetno izziv tudi za nas upravljavce. V petek že odpiramo tudi hiške. Lokalni predelovalci različnih izdelkov bodo znotraj hiške ponujali svoje dobrote. V petek bodo že izdelki iz aronije, ekološke kmetije, pa tudi veliko izdelkov iz buč, bučna semena, namazi, bučno olje.
dogovarjamo se tudi z društvom čebelarjev, tako da bodo tudi ponudnike medu in še nekaj drugih, ki jih bomo sproti dodajali. Stolp lahko na vrhu naenkrat sprejme do 150 obiskovalcev. Vanj je vgrajenih več kot 2600 kubičnih metrov betona, na vrhu, ki je v obliki kristala, pa je še okoli 500 kvadratnih metrov steklenih površin. Letno v njem pričakujejo okoli 60 000 obiskovalcev. Na otvoritvi so nastopili učitelji glasbene šole Rogaška Slatina, zapela je Nina Pušlar, v večernih urah pa je nebo razsvetlil še ognjemet. Rešujmo skupaj. Modra luč v Celju je ime dvodnevnega obsežnega usposabljanja celjskih intervencijskih služb, ki se bo jutri zaključilo v Celju. Poleg poklicnih in prostovoljnih gasilcev ter policistov v akciji sodelujejo še pripadniki enote za splošno nujno medicinsko pomoč Splošne bolnišnice Celje. V Celju, v našem knežjem mestu, danes in jutri poteka tako imenovano usposabljanje poklicnih gasilcev, reševalcev in pa policistov, kjer na nekih skupnih točkah, vajah se usposabljamo, si izmenjujemo izkušnje, hkrati pa tudi to zadevo predstavljamo javnosti. Temu projektu se reče Modra luč v Celju. Namen je, se pravi, sodelovanje ekip in pa predstavitev javnosti. Namreč same ekipe smo zaznali, da na dejanskih realnih intervencijah imamo prevelikokrat težave, da bi ljudje radi videli, radi snemali, radi to delili med svoje prijatelje, vendar ko je intervencija zares oziroma ko je dejanska intervencija, ni primerno oziroma si sami posredovalci ne želimo, zaradi tega, ker se samo območje včasih ni varno, včasih ni primerno in ga moramo primerno zavarovati. Padla je ideja, zakaj ne bi naše usposabljanje, naše delo predstavili javnosti in s tem namenom je nastal ta projekt Modra luč. Policisti Policijske uprave Celje sodelujejo v vaji zaščita in reševanje oziroma pod imenom Modra luč Celje z namenom usposabljanja, z namenom sodelovanja služb, ki sodelujejo v takšnih primerih tudi realno na terenu. Bistvo je sodelovanje in usposabljanje dejansko neposredno na kraju, po drugi strani pa tudi neko spoznavanje, pletenje socialne mreže, kajti konec koncev delamo te zadeve na terenu za skupni cilj oziroma da vzpostavimo red na nekem območju oziroma da rešimo ponesrečence in ne vem, da vzpostavimo neko dejansko stanje. Zelo pozdravljamo to vajo oziroma skupno sodelovanje, v kateri smo tudi sami nekako soorganizatorji. Nujna medicinska pomoč Celje deluje znotraj bolnišnice Celje. Današnje vaje Modra luč smo se z veseljem udeležili, seveda v sodelovanju z enotami, s katerimi nujna medicinska pomoč Celje ves čas deluje na intervencijah. To pomeni, zelo aktivno vedno sodelujemo z celjskimi policisti in policisti iz naše savinjske regije in pa potem tudi seveda z vsemi gasilskimi enotami. To naše skupno delovanje je zelo ključnega pomena, saj eni brez drugega ne moremo, kot na vseh scenarijih, ki jih bomo odigrali danes in seveda tudi jutri, bo to sodelovanje predvsem prikazano, da brez neke skupne komunikacije, skupnega delovanja nobene intervencije ne bi mogli razrešiti. Vedno moramo delovati v prid pacientov, da pride do čim manjših komplikacij, čim manjših zdravstvenih težav in brez gasilcev, brez policije in brez seveda nas, nujne medicinske pomoči, bi izplen, v bistvu zdravstveno stanje bilo slabše, premoženje bi bilo bolj ogroženo in ravno zaradi tega vsakoletno izvedemo več vaj, da se lahko ekipe uskladimo, da se spoznamo med seboj in da v takšnih primerih čim bolje ukrepamo. Mestna občina Celje je bila s projektom Magnet, s katerim nameravajo vzpostaviti urbano inovacijsko mrežo, uspešna na razpisu Evropske pobude za mesta. Za projekt, ki naj bi prispeval k preprečevanju bega možganov iz Celja in Prebolda ter spodbujal inovacije, so pridobili 4,5 milijona evrov. Na razpisu je s svojimi projekti sodelovalo 112 prijaviteljev iz 21 evropskih držav. Komisija pa je na koncu izbrala 22 projektov, med njimi kot edinega slovenskega tudi Magnet.
Nosilec projekta je mestna občina Celje, v projekt pa je vključena še občina Prebold ter 8 partnerskih organizacij. V Kulturnem domu v Šmarju pri Jelšah je tamkajšnja knjižnica v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje pripravila sklepno prireditev letošnje parade učenja. V tednu vseživljenjskega učenja so jo izvedli pod naslovom Med kozjanskimi griči pesem odmeva. Ljudska pesem je odmevala iz številnih grl pevk in pevcev v sredo 22. maja v Kulturnem domu v Šmarju pri Jelšah na letošnji zaključni prireditvi parade učenja, poimenovani Med kozjanskimi griči, ki so jo pripravile udeleženke in udeleženci Univerze za tretje življenjsko obdobje, ki že 15 let deluje pri knjižnici Šmarje pri Jelšah. Posvetili pa so jo tudi 10. obletnici pevcem zvenečih jelš iz Šmarja in luštnih citrark ter pevcem iz Šentjurja. Vsi ti delujejo pod mentorstvom priznane glasbenice in citrarke Jasmine Levičar. Poleg njih pa so nastopili tudi gostje večera. Mitja Ferenc, član legendarnih prifarskih muzikantov, ter Tercet Domima iz Prevorja, na začetku prireditve pa še otroška folklorna skupina. In vsi so z manj znanimi ljudskimi napevi navduševali polnoštevilno občinstvo. Vsebinsko pa so večer začinili še s skečem Guzej in Orožnika. Prireditev je vsebinsko pripravila in vodila Jasmina Levičar. In na čem je temeljila njena vsebinska zasnova? Želela sem, da obudimo zopet kozjansko pesem, da mogoče poiščemo neke skladbe, neke melodije, neke pesmi, ki so že pozabljene, ki so mogoče ne tako znane in ne tako prepevane. Zato sem vzela zbirko ljudskih pesmi iz Kozjanskega in Obsotelja, ki jo je zbral Sašo Oberskim, in ravno ta knjigica oziroma ta zbirka nosi naslov Med kozjanskimi griči, pesem odmeva. To je bil naš nekako eden tisti vir idej, vir, s katerega smo črpali skladbe. Potem sem tudi nekaj skladb dala prirediti Maticu Romihu, ki jih je potem za troglasno pripravil za ta zbor, ki ga smo danes poslušali. In na nek način smo na tak način zapeljali tudi z gosti. Povabila sem Tercet Domima, ki že 20 let nismo pele in smo po 20 letih zopet združene na odru, in to se mi zdi še eden takšen velik uspeh, da mi je uspelo nekako to pripraviti in pripeljati na oder. Pa seveda v Šmarju smo imeli Mitja Ferenca, ki je seveda svojim božanskim glasom zopet naredil posebno vzdušje. Prireditev je pripravila knjižnica Šmarje pri Jelšah, v sklopu katere deluje tamkajšnja Univerza za tretje življenjsko obdobje, ki jo je v tem šolskem letu v 30 krožkih obiskovalo preko 270 članov. In kako so organizatorji doživeli prireditev? V bistvu nikoli ne veš, ko stopiš na oder, kako bo potem na koncu izpadlo, ampak zaupala sem v moje pevce, v to energijo, in se mi zdi, da smo na koncu le uspeli pokazati, da znamo biti sproščeni, da znamo lepo zapeti našo slovensko pesem in seveda, da se imamo preprosto, prijetno, lepo in v super družbi, kot nam jo je izkazala tudi publika. Ja, meni je bilo zelo lepo in po aplavzih sodeč tudi našim obiskovalcem. Saj takšen vtis smo mi dobili, da je lepo. Izjemno lepa prireditev, pričarali so nam tako super vzdušje domačega, ljudskega, srčnega, in zelo smo veseli in ponosni, da so si tudi za to lokacijo zbrali naš kulturni dom. Nastopajoči so resnično ogreli srca poslušalcev v dvorani in bolj, ko se je prireditev bližala koncu, bolj se je stopnevalo tudi vzdušje in na koncu je cela dvorana prepevala skupaj z nastopajočimi. Več o dogodku pa v reportaži v eni od naših naslednjih oddaj Minute za kulturo na televiziji Celje. Prenova atletske steze na stadionu Kladivar je končana. Naložba je vredna dobrih 600 000 evrov. Večino denarja je zagotovila mestna občina Celje, slabih 46 000 je prispeval atletski klub Kladivar, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je za obnovo prispevalo 100 000, Fundacija za šport pa slabih 69 000 evrov. Celje bo na prenovljenem stadionu že konec junija gostilo državno prvenstvo Slovenije.
Mi smo zelo veseli, steza je po prvih izkušnjah naših atletov, ki so že lahko poizkusili, izjemno kvalitetna, dosti mehkejša, kot je bila stara, kar pomeni tudi dosti varnejša za trening. Mogoče v prvem obdobju ne bo najboljših rezultatov, počasoma, ko bo tudi malce se trša, pa lahko pričakujemo na tej stezi tudi vrhunske rezultate. Obenem je ta prenova omogočila, da na Atletskem društvu Kladivar Celje lahko organiziramo tudi najmočnejša, najpomembnejša, ne samo državna tekmovanja, ampak tudi mednarodna tekmovanja. Želja članov Atletskega društva Kladivar Celje je, da bi miting celjskih knezov ponovno zaživel v taki obliki, kot je bil nekoč, in da si pridobimo World Athletics akreditacijo, tako da bodo štele rezultati z tega mitinga tudi za svetovno atletsko lestvico World Rankings, ki je pa danes izjemno pomembna za sodelovanje na največjih atletskih dogodkih. V tej priložnosti bi se rad seveda zahvalil vsem, ki so pomagali pri tej prenovi steze. V prvi vrsti gre tukaj mestni občini Celje, potem Fundaciji za šport, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, ki so prispevali finančna sredstva, enako pa tudi našemu glavnemu pokrovitelju Cinkarni Celje. Kasneje, po končani prenovi, bo tudi ime stadiona, stadion Atletskega društva Kladivar Cinkarna Celje. Davor Brečko bo tudi v prihodnji sezoni trener košarkarjev Podčetrtka. Hrastničan je člansko moštvo Podčetrtka prevzel pred sezono 2018-2019. V zadnjih 4 sezonah je s Podčetrtani enkrat igral v polfinalu, 3-krat pa v četrtfinalu državnega prvenstva. Novo pogodbo z moštvom iz zdraviliškega mesta je podpisal tudi njihov najbolj izkušeni košarkar Simo Atanackovič. V tem tednu smo se dogovorili še za sodelovanje naprej. Ekipo, tako sem rekel, smo se odločili, da še bolj pomladimo. Poskušali bomo pripeljati še kakšnega mladega igralca, smo v dogovoru že z nekaterimi. Kar je meni najbolj pomembno je, kar lahko zdaj rečem, da je Simo Atanackovič kot kapetan ekipe ostaja v klubu, kar je za moj pomen najbolj pomembna stvar. Z vsem ostalimi se dogovarjamo. Pod pogodbo je še Igor Strugar in Aleksandar Stojmenov. Za njih so pokazali interes nekateri klubi iz tujine kot domači, tako da tukaj čakamo na odgovor teh in pa ekipo bomo sestavili sigurno v tej smeri, kot sem rekel, za mladimi, tukaj Škorjanci in vsemi smo še v dogovoru in to je ta pot. V Podčetrtku bodo nove moči za prihodnjo sezono iskali predvsem med mladimi slovenskimi košarkarji. Iščemo samo nekih mlade igralce, ki jim bomo probali dati najboljše pogoje glede treninga, to, kar najbolj rabijo. Mislim, da je to edina stvar, ki jo moramo držati. Seveda, mogoče 1-2 izkušene igralce, kot so Švigl, Simo Atanackovič, dodali bomo še enega ali 2, ampak ogrodje ekipe bo izpod 23 let. In kakšna je prihodnost slovenske klubske košarke in kje se ta nahaja v tem trenutku? Luka Dončić nas rešuje, to je sigurno, ampak on kot sam, mislim, upam, da se nisem zmotil, ampak mislim, da Hrvaška košarkaška zveza je pomagala finančno neverjetno klubom, ker tudi vidim sosednji Zabok, ki je ima izjemen roster na konto tega. Mislim, da zveza na trenutke, mislim, da imamo premajhen support, da se preveč držimo to Luka, upam, da bo Luka čim dalj časa lahko vlekel to, ampak na te stvari se treba pripraviti. Mi moramo nekako zaščititi te mlade, ampak tukaj je sigurno Olimpija, ki bo mogla prevzeti, da nam ne uhajajo mladi igralci, ker mi vidimo samo dobre produkte, 1, 2, 3, ki so v Megi uspeli. Pozabljamo pa, da je veliko teh nekih fantov tudi iz te okolice, ki probajo v neko Španijo, v neke akademije, ki niso toliko preznane in se tudi vračajo oziroma zaključujejo košarkaško kariero. In bomo morali res na tem dosti narediti, da bomo zdržali te mlade talente, predvsem pa je to naloga tudi pomoči zveze in pa teh vodilnih klubov, da bodo spremenili miselnost, ker druge poti ne bo. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, najvišje dnevne od 21 do 25, v Alpskih dolinah okoli 19 stopinj. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, krevne padavine bodo znova pogostejše. Ponedeljek bo sončno z jutranjo meglo po kotlinah in po večini suho.
nekoliko topleje bo. To je bil pregled najzanimivejšega dnevnega dogajanja na Celjskem. Spremljali ste oddajo Dogodki dneva. Hvala za pozornost in lep pozdrav do ponedeljka.